Balet večina izmed nas povezuje z baletno predstavo. Mogoče baletnimi copati ali baletnim krilom, zagotovo s postavnimi in zelo gibčnimi plesalci, nedvomno pa s prima balerinami, lahkimi kot peresce. Ena takšnih je Galina Čajka Kuhar, ki vsekakor sodi med prave prima balerine. Je članica Slovenskega narodnega gledališča Maribor in naša današnja gostja. Pozdravljena. Pozdravljena. Je res, da je tvoje povezovanje z baletom nekako strast, ljubezen, pa tudi delo? Koliko je zdaj strasti, koliko je ljubezni, koliko dela? Ja, prvo mora biti ljubezen, da ti hočeš to delati in delo vseeno premaga vse. Lahko si ti bolan, prehlajen, utrujen, če nimaš ljubezni do tega dela, ne moreš to upravljati, ker je res težek poklic, dosti truda in dela moraš vložiti. Tako da to in ljubezen in delo, vse mora biti v enem. Vse je povezano na nek način. Tako. Koliko pa, na primer, ti dela vložiš v balet še danes? V bistvu vsak dan, 6 dni na teden, pa tudi včasih ob nedeljah imamo predstave. Vsak dan. Od jutra do večera? Od jutra do večera. In potem, kljub temu naporu, toliko ur dela in ta strast, ta ljubezen ni izpuhtela, še vedno z veseljem plešeš. Ja, ker veš, da pridejo tebi gledalci gledati, pa veš, da te prineseš njim radost, veselje, zadovoljstvo, ko te gledajo. Tudi, ko ti stojiš na odru, pa dobivaš aplavze, to je nagrada. Ko pa pridejo, pa tvoji oboževalci prinesejo tebi rože na oder, to je vse nagrade, katere potem se opravdajo tvoje težko delo. Sicer pa nisi seveda iz Maribora, tudi nisi iz Slovenije. Kako bi opisala tvoje rojstvo? Namreč tvoj rojstni kraj je Almanat. Almati. Kazahstan. Iz Kazahstana, ja. In marsikdo si verjetno ne zna predstavljati, kako danes ali pred več desetletji je tam izgledalo, ne vem, tvoj rojstni kraj, tvoji trenutki, ko si bila, ne vem, 5, 6, 7 let stara. No, Almati je prestolnica Kazahstana, pa je zelo lepo mesto. Ni več, zdaj je Astana, ampak takrat, ko sem jaz tam živela, je bila zelo lepo, tudi kulturno, zelo izobraženo mesto z velikim gledališčem in z baletno šolo. Začela pa sem jaz ukvarjati v bistvu z ritmično gimnastiko. In potem trener nekako meni probala prepričati, da šport vseeno bolj kratek čas, balet bo vzel meni celo življenje. In ona v bistvu meni prepričala, naj grem jaz v baletno šolo. To so takšni tipični, se mi zdi, športi, ki jih povezujemo z Rusijo, ritmično balet, gimnastika, balet. Veliko punc še danes trenira to? Ja, ogromno. In najboljše šole so v Rusiji in po ritmični gimnastiki in baletu. Tudi sama gimnastika, ne? In ne samo punce, tudi fantje, ne? Ja. No, samo v ritmični gimnastiki je v bistvu samo punce. Potem pa je športna gimnastika, pridejo fante na vrsto. Tako. Ampak pri baletu pa so tudi fantje, ne? Absolutno. Brez partnerov nikakor ne bi mi mogli plesati. In kdaj si potem tako začela to obdobje spoznavanja baleta? Pri 10 letih sem naredila sprejemne izpite v baletno šolo in
največja sreča, katera meni doletela, sem dobila mladega pedagoga, ona komaj se upokojila, zaslužna artistka RSFSR, Kosova Tamara Vladimirovna, sama končala baletno šolo v Sankt Peterburgu in 5 let ona meni poučevala v Kazahstanu, na kar se je odločila, da bi bilo zelo dobro, da grem tudi jaz v Sankt Peterburg. Tako da po 5 letih z njeno pomočjo, z njeno protekcijo in s pomočjo staršev šla v Sankt Peterburg na audicijo, pa so me sprejeli in od leta 86 sem obiskovala Akademijo ruskega baleta v Sankt Peterburgu. Kaj je ona videla potencial, ker pri baletkah vsekakor mora punca imeti ene predispozicije. Absolutno. Torej zelo sloka, zelo upogljiva, kaj vse mora imeti? Korak mora imeti, rist, skok, koordinacijo, muzikalnost, nekako tudi dušo bi rekla, ker ne moreš biti mehanična lutka na odru, moraš tudi neki čustva pokazati, ker so različne predstave, različne vloge in to ti moraš pokazati gledalcem, ali ti si tik pred tem, da boš umrla, ali umreš na odru, ali si razočarana v ljubezni. To tudi ona v meni videla, da jaz verjetno, da imam kaj dati gledalcem. Te male igralske sposobnosti v bistvu, ne? Ja. Ker vi niste samo plesalci, ste hkrati tudi na nek način igralci. Igralci, ves čas izkazujete čustva. Je to res? Tako. V bistvu potem, ko ti pripravljaš vlogo, najbolj tebi zanima, kako bi ti izrazil se na odru. Če je to Žizel, je to kmečka dekle, katera v bistvu bo prevarana Albertom, svojim ljubljenim princem, in na koncev njene srce ne bo zdržala, bo umrla. In potem, ko on, na primer, pride na pokopališče, ona pa vstane od mrtvih, pa njega hoče pokopati kraljica teh mrtvih deklic, ona pa ga reši. Torej, vseeno še vedno ljubi ga in to tudi nepravično življenje. On jo v bistvu pogubil, ona pa ga reši. Pa to je en primer, ena predstava, pa v vsake predstavi je svoj izziv, kateri hočeš na nek način tudi sebi dokazati, da ti zmoreš te občutke dati sebi. Torej se moraš tudi poglobiti v zgodbo, v pomen zgodbe, da lahko to odplešeš? Absolutno. No, in če se vrneva sedaj nazaj na Sankt Petersburg, kako so potem bili ti začetki? Potovala si kar nekaj kilometrov stran od doma in bila sama postavljena v tako veliko mesto, v eno najpomembnejših baletnih šol. Kaj se ti je takrat rodilo? Je bilo zelo težko, ker je nekje razdalja bila 5000 kilometrov, avion s postanki letel 8 ur v eno smer in Kazahstan, to je Azija, že zelo blizu, Almaty je na meji s Kitajsko, tako da že po klimatskih pogojah je zelo vroča država v bistvu. Ko pa sem prišla prvo leto v Sankt Peterburg, po zimi je bilo 42 stopinj. Tega občutka pa tudi, tega mraza nikoli v življenju ne bom pozabila, ko sem oblekla vse, kaj sem imela za obleči. Tako da pa tudi sem bila vedno doma z starši, z babico, pa naenkrat internat, tuji ljudje. Sicer nikoli nisi sam, vedno nekaj ali neki človek se najde in se meni našla ena prijateljica, s katero smo še vedno, že 30 let družimo in
Njena družina meni je pomagala preživeti te težke v bistvu dneve v Sankt Peterburgu. Težki zato, ker sem bila sama. Sama, daleč stran od doma. Takrat ni bilo še nekih Skypeov, Viberov. Zelo težko smo bilo komunicirati po telefonu z domom, kaj še drugega. Je bilo težko. Samo spomnim, ko sem na letališču jokala pred odhodom iz Almatije, pa meni ena pedagoginja iz šole srečala pa vprašala, no pa zakaj si šla? Tu bi lepo bila doma in ne bi bili potrebne te solze. Sem rekla, ne, se že vem zakaj. Pa seveda se je splačala. Ta želja je premagala vso žalost na nek način. Tako. Kako so pa ti treningi izgledali, te učne ure? Kako naporno je to bilo mogoče za tebe? To ne bi rekla, da je naporno, ker vse to gre sistemsko. Ti si toliko že v prvih 5 letih je toliko poukov in toliko vaj imel, da potem pač vsako leto dodaja več in telo že sprejema normalno te napore. Seveda to, ne vem, tudi od zjutraj do večera. Pa seveda smo še sodelovali v predstavah Marinskega gledališča kot otroci, ker dosti katera predstava ima otroki, jemlje otroki za sodelovanje. Tako da res dejansko smo bili celimi dnevami v šoli. V internat smo prihajali že po noči. In potem seveda, ker si bila odlična, seveda, ne, kako je to potekalo? So se odločili te sprejeti tudi v Sankt Peterburško gledališče ali kot mlado baletko, ne? Ali si se mogla enostavno prijaviti tako kot bilo kakšen baletnik iz Rusije? Tam na zadnjih izpitah, kot bi rekla tukaj na maturi, tam so prisotni direktori vseh gledališč in potem v bistvu oni izbirajo, katero bi učenko, v kateri teater bi vzeli. In tako sem bila povabljena v gledališče imeni Musorskega takrat, zdaj pa je Mihajlovskega. Vsako gledališče v bistvu se je preimenovalo, tako da v bistvu jaz obiskovala Leningrad, to je zdaj Sankt Peterburg. Tako. Včasih, ne? Tako da sem jaz bila zaposlena v gledališču Musorskega, tukaj zdaj Mihajlovski. No, sej, v Jugoslaviji, bivši naši državi, so se tudi marsikateri kraji, ulice, stavbe preimenovali. To je pač del tega sistema, ki ga danes ni več. So še pa verjetno kakšni ostanki tudi v Rusiji, ne? Sigurno. In tam si potem dobivala te malo večje vloge, oziroma predvsem dobivala več izkušenj. Ko enkrat prideš ti iz šole, ne, pa začneš plesati v gledališču, je pa to čisto nekaj drugega, verjetno. Ja, ker v šoli smo bili navajeni, da z nami predstavo ali točko baletno kar nekaj časa pripravljajo, to tudi več mesecev. Ko pa ti priješ v gledališče, tebi napišejo izjutraj vajo za Labodje jezero, zvečer pa predstava. In te doben vprašajo, kako ti boš koreografijo naučil, moraš. Potem pa še med dejanje pride pa reče, da ena zbolela ali se poškodovala in moraš skočiti tudi na njeno mesto. Je to zelo dobra izkušnja za vsako baletno plesalko. Pri nas ne moreš reči, da nekaj lahko, vse je težko. Torej so določene predstave, ki jih enostavno plesalci morate znati, ki so en obvezen repertoar vsakega plesalca? Labodje jezero, Žizelj, klasične predstave skoraj, da ja. In teh je verjetno kar nekaj, ki jih sredi noči, če te zbudijo, lahko odplešeš. Recimo, ja. Kaj pa tiste predstave, ki so pa potem mogoče bolj avtorske bile, ki ste malo več časa za njih morali porabiti? Koliko si imela priložnosti igrati oziroma plesati v takšnih predstavah?
Takrat je v Rusiji še ni bil ta čas, ko so bili neke avtorske predstave. Kasneje seveda se je začeli pojavljati novi koreografi, delati nove predstave, uporabljati druge plesne zvrsti. V mojem času ni bilo še nič, šla čista klasika. Torej gre res za klasičen balet in potem so tudi določene šole po svetu znane, ne? Tako londonska, v Parizu, newyorška. Mogoče za naše gledalce, da jim malo razložiš, v čem se pa tako razlikujejo te baletne šole? Te priznane, naprimer. Ja, v bistvu v nijansah bi rekla, ker je metoda je vzeta od Vaganove. Tako kot Sankt-Peterburška šola, ona imena Agripine Jakovlevne Vaganovej in metodiko napisala Vaganova. In potem v bistvu tudi vzamejo osnovu in potem nekaj dodajo svojega. Malo drugačne držijo roki, mogoče malo drugačne s kakšnim posebnim malenkostjo izvedijo kakšne od elementov. Drugače pa je v bistvu ni tako velike razlike, bi rekla. In potem večinoma tudi ti klasični plesalci plešejo v gledališčih klasičen balet. Ja, ampak klasični balet, ne tako bi rekla, klasični balet morajo plesati, samo zdaj je drugače, zdaj vsako gledališče ima zraven moderne predstave in modernih koreografov, tako da zdaj je drugačni čas, zdaj morajo plesati in eno in drugo. Moja prva izkušnja bila že tukaj v Mariboru z Edvardom Klugom. Njegova prva predstava, Tango, to je bila v bistvu moja prva izkušnja modernega baleta. Do takrat v Rusiji nisem tega imela, tako da... Kdaj je pa potem prišlo tisto obdobje, ko so te mogoče tako mikala tudi tuja mesta, tuje predstave in kdaj je bilo to obdobje, ko si nekako dobila ponudbo plesati v Mariboru? Takrat je Tomaž Pandur z predstavo Faust imel gostovanje v Sankt-Peterburgu, pa baletna vodja Lilijana Keča, ona prišla z njim pa razpisala audiciju. Pa sem njo opravila, pa ona mene povabila v Maribor. Takrat bili na repertoaru tudi, v bistvu nas povabili za klasične predstave, za Don Quixote, Romeo in Julieta, Peter in Volk. Samo potem, ko smo že ostali tukaj v Mariboru, takrat so začeli prihajati tudi moderne predstave in prva avtorski projekt Edvarda Kluga, Tango. To je bila moja prva izkušnja iz modernega baleta. In kako je bilo na eni strani se srečati z tem modernim baletom, na drugi strani pa iti v nek kraj, v neko deželo, v kateri ne veš ničesar? Ja, čudno. Čudno, ampak ko si mlad, mogoče ni toliko razmišljaš, kaj te čaka, kaj bo. Greš pa probaš. Na nek način, kako bo. Dejala si, da ste potovali strašno dolgo, da je to bilo 94. leta, tudi eno obdobje, ko se ni ravno vedelo, kakšna država je najbolj Slovenija, ali je to mirna, ali se okrog nje dogaja še kakšna vojna. Kakšni občutki so to bili takrat? Pravzaprav nismo vedeli, katera je to država. Slovenija, ko so nas povabili, mi smo vprašali, kje je to, in odgovor bivše Jugoslavije, prvo smo rekli, ne, tam je vojna, mi ne gremo. Pol je Lilijana povedala, da ni tako, da je Slovenija mirna država, lepa dežela in tudi lepe, neprimerljivo višji honorari so nam ponudili, tako da smo prišli probati. Tako rekoč, dajde, da vidimo, kako bo. En izziv. Izziv, ja. Je bil to, ne? Ja. Hkrati pa si dejala, da si potem prvič plesala v tej malo bolj modernejši obliki.
Koliko časa ste tukaj imeli mogoče za predstavo, za priprave, da spoznate sploh mogoče tudi neke drugačne tehnike, mogoče tudi pristop malce drugačen, se še spomniš? Ja, mislim, da okoli 2 meseca, če se ne motim, ampak na splošno način dela v Sloveniji, tako da približno mesec, 2 meseca se pripravlja premiera, potem po premieri še gre kakšnih, ne vem, 6-8 predstav in potem se ponovitve. Tudi tango je neverjetno dolgo živeča predstava, torej od leta, mislim, da je 99, torej 18 let ta predstava živi. In je izredno še vedno uspešna, ko je Edvard Kok praznoval svoje 20 let plesne koreografske kariere. Gledalci so stali. Smo imeli stoječi aplavz za to predstavo. Vsekakor pa potem je bilo obdobje, ko si razmišljala, da bi ostala tukaj v Sloveniji. Si se toliko navadila Maribora in teh krajev, da ti je bilo všeč, ali je vseeno na prvem mestu bila delo, dobra plača, mogoče tudi kvalitetni plesalci, kvalitetni koreografi, s katerimi si lahko delala? Vsega pomalo. In seveda navadiš se na te kraje, na te ljudje, na vzdušje, izredno dobro vzdušje v našem gledališču. Tega ne vem, če lahko srečaš karkoli druge po svetu, ker je ponovadi to rivalstvo, vedno tekmovalnost, vedno, ne vem, zelo suhi, bi rekla, odnosi med plesalci. Tukaj pa smo prišli tujci iz različnih držav istočasno, vsi skoraj iste starosti in smo v bistvu kot ena družina se razvili. Prvo smo bili mlade, potem so vsak dobil otroka ali pač družino in ne vem, zelo dobra atmosfera v našem gledališču. To tudi en veliki plus in to absolutno država, da ne vem, nočeš zameniti na katerokoli drugo gledališče ali mesto. In predstav in koreografe, ker ne vem, na koncu sezone vedno dobimo repertoar za naslednjo in vidiš, kaj tebi tam čaka, vidiš novi izziv in to tudi vleče tebi, da je še in še in še. Potem pa pride družina, otrok in naenkrat postane to tvoja država. Tako, in potem leta in leta minevajo in kar naenkrat se zavedaš, da si že kar nekaj let v Sloveniji. V bistvu, da si ti tu več, kot si bil doma. Skoraj da, ne? Ja. Tudi državljanstvo imaš slovensko? Ja. Kar je s tem tudi lažje, verjetno, ne? Absolutno. Mi smo dobili to državljanstvo po 13. členu, da nas kot športniki, umetniki država rabi. To je bil zelo velika olajšava, ker z našimi pasoši problem bil potovati strašen. Za vsako državo mi smo morali pridobivati vize, torej prvo povabila, potem vsakič v Ljubljano, tik pred gostovanjem, hvala Bogu, če dobimo vize, lahko pa tudi zavrnijo in tudi potem koreografi bili živčni, ali gremo mi ali ne. In se je gledališče se potrudilo, pa nam omogočilo slovensko državljanstvo. Smo bili zelo veseli, zelo. Ta gostovanja so kar pogosta za določene predstave, verjetno. Koliko se veseliš teh gostovanj? Tako bi rekla, da če so kakšne daljne dežele, te pa se tega zelo veselim, kot ne vem, Tajvan, Japonska, Singapur. Malo manj, če gremo vsako leto v Italijo, to ni toliko, bi rekla, zanimivo na nek način, ne? Ja. To je že bolj rutina. Tako bi rekla. Ampak to je mogoče tudi vso dogajanje
imate sploh časa spoznati deželo, v kateri ste, da si mogoče pogledate mesto? Odvisno, s katero predstavo greš na gostovanje. Naprimer, na Japonsko smo šli z opero, je bilo zelo naporno, v 30 dneh smo imeli 26 predstav, ampak za nas, baletne plesalce, to ni toliko obremeniteljno, zato ker mi vseeno baletni vložek v operi. In smo imeli veliko časa spoznati to deželo in je čudovita. Tako sem navdušena potem razlagala, da celo starše od ene učenki šli tja, samo da tako sem jih navdihnila, da zaradi tega šli obiskati to deželo. Tako da je kar razlika, ne? Če pa imate vi sami kot baletno... Kot balet, te pa zelo težko. Malo časa. Ja. In potem, kakšne imate izkušnje, ko ena taka predstava poteka, kako vas občinstvo, tuje občinstvo sprejme? Vidi kakšne razlike? Ne bi rekla. Naše domače občinstvo je itak najboljše, ker so res zelo radodarne z aplavzom, zelo toplo občinstvo, ampak nas lepo sprejemajo v vseh gledališčih. Naprimer, zdaj nas čaka Italija, to bo naporno, ker bomo imeli po 2 predstave na dan, pa potujemo tudi, imamo v SNG Hristače ob 11. zjutraj, pa takoj po predstavi potujemo v Trst. Naslednji dan predstava, 31. predstava, to bo naporno in ne vem, če bomo lahko mi tam vsaj na sejem v Trstu šli pogledati božični, verjetno ne bo šlo. Pri takem tempu, kako človek sploh uspe po predstavi se še umiriti ali pa pred predstavo sploh pripraviti? Telo, misli, fizično to zmore? Zdaj že imaš toliko izkušenj, da to narediš. Moraš. Normalno veš, kdaj ti moraš se spočiti, potem točno veš, koliko časa pred predstavo moraš iti na šminku, na frizuro, ogreti telo. Vse imamo tudi ogrevanje pred predstavo, tako da v bistvu to že rutina. In kako to ogrevanje pred predstavo, na primer, poteka za tiste gledalce, ki ne vejo. Vidijo samo baletne plesalce, veš, potem na odru, ne vejo pa, kaj vse je potrebno, da vidijo tako lepo predstavo. Predtem prideš, pa se urediš frizuro, maskirnice, pa tudi našminkaš se, pol pa, ko si ti, bi rekel, na pol gotov, baletni dres, oblečeš se pa greš na ogrevanje in pol ure pred predstav konec ogrevanja, ti imaš pol ure časa, da se oblečeš kostum, baletne čevlje ali pač kaj treba na nogi takrat dati, ali mehke copate, ali karakterne in greš na predstavo. No, in seveda zelo pomembno je že, ko predstavo pričnete vaditi. Če začneva mogoče od začetka, da bomo imeli en pregled. Ko se vi lotite ene predstave na začetku, kako to izgleda? Greste mogoče skozi neko idejo, kako bi naj predstava kot končen rezultat potem tudi izgledala? Kako se pripravite na eno novo predstavo čisto na začetku? Odvisno, če je to nova, moderna predstava, torej ne obstaja še več, to je zdaj pač koreograf izmislil njo, on takrat mora predstaviti svoj projekt, kaj on misli, o čem bo šlo, kaj naj plesalce pričakuje. Če pa je to klasična predstava, te pa skoraj vsak ve. Tako da v tem primeru zdaj smo pripravili Silfido, koreografinja ni rabila nam razložiti, o čem gre Silfida. Tako da potem se določijo zasedbe, nekaj časov naša probava plesalcev, katere bolj odgovarja na katero vlogo, za katero vlogo. Potem pa vsak ples dobi termin za vajo in se začne postopoma.
ne vem, vaja recimo traja 3 ure pa pol, ena vaja, koliko ona uspe v teh 3 urah pokazati koreografijo, koliko plesalce bojo zapomnili, takrat, za ta dan je to. Naslednji dan pa tali del gre hitreje, učimo nekaj novega. In recimo 2 tedna bilo dovolj, da mi naučimo, zdaj govorim konkretno o drugem dejanju v baleta Silfide, torej 2 tedna bilo dovolj, da naučimo eno dejanje. Potem pa gre že vaje, da se izpili vsak korak, vsako roko, vsako pozo in potem doda nianse. Nekje 10 dni približno do premiere poteka kostumska proba, da pregled kostumov, kako komu kaj paše, stojijo še potrebne kakšne popravke, potem se začenjajo glavne vaje, generalke in premiera. Te glavne vaje potem potekajo že na odru? Na odru z orkestrom, v kostumah, s šminko, v bistvu tako, kot naj bi predstava izgledala, samo pa koreograf ima mikrofon v roki in on še lahko govori, še vedno tekom vaje vnaša popravke. Kot je generalna vaja, takrat je že tišina, takrat je zares gre kot predstava. In takrat se tudi vidi, če je kakšen kostum, ki kaj ne moti? To je že prej na kostumske vse bilo pregledano, vse je bilo popravljeno. Ker pri plesu mora pa res kostum nekako se zliti za telesom, ne sme biti moteč. Tako. Potem pa seveda tisti občutek pred premiero. A še vedno imaš ta občutek nestrpnosti, polna pričakovanja? Ja, seveda. To je posebno vzdušje, ko vsi delijo to med sabo. Zelo lepo koreografinja napisala vse posod na hodniku, na vrata obesila, da ona prav žalostna, da bo mogla oditi, kako ona želi nam vso srečo in bo pogrešala naš ansambl. Potem ta dan je res poseben, ker vsi so v nekem nestrpnem pričakovanju, kako se bo predstava šla, kako bo gledalci njo sprejeli, kritiki. In vsi smo veseli tega posebnega občutka. In potem seveda tisti prvi korak na oder. Kaj takrat zaznaš? Luči? Enostavno probaš odklopiti vse ostalo, da je občinstvo, da je glasba, torej se res koncentriraš, ali je to že preden stopiš na oder, ta koncentracija, popolno, mirno? To mora biti preden stopiš na oder. Včasih pa tudi ne gre, kljub letam, izkušenj, vseeno imaš tremo in še vedno ne veš, ker v bistvu oder je oder, lahko karkoli zgodi, ne vem, tudi luč poče, dekoracija pade, ti padeš, to je oder in želiš pa vse najboljše in če ne moreš pač se umiriti in pomiriti preden stopiš na oder, te pa stopiš in vidiš luči, gledalce z takimi pričakovanimi, poglede polne pričakovanja in pol se umiriš, tako bi rekel, pomiriš svojo tremo in začneš plesati, začneš ti tudi uživati in potem sigurno uživajo gledalci, ko tebi gledajo. Verjetno je pa te nervoze, te treme dosti več, kadar gre za kakšno res zahtevno, težko vlogo, težek ples. Je razlika verjetno, ne? Ja. Kot ti, kot solistka držiš celo predstavo, ko v bistvu vsi poglede obrnjeni na tebe, takrat je cela odgovornost na tebi. Tako kot na primer Labodje jezero. Tako. Labodje jezero je verjetno predstava, ki težko rečemo, velika večina jo pozna, lahko rečemo, zgodbo. In ta boj med belim in črnim labodom, tudi to si odplesala že kar velikokrat, ne?
In tudi tu, ker v bistvu dve vlogi moraš v eni predstavi uskladiti. Nežna, romantična, zaljubljena bela labotka in je satanska, očarljiva, pravzaprav že ženska, katera mora učariti, pričariti tega princa, zmešati njemu glavo. To pa je v bistvu tako, kot ti je, belo pa črno in to moraš na odru pokazati. Tako, kar dve v bistvu vlogi v eni predstavi, ki jo moraš zelo prepričljivo odplesati. Ne? Občinstvo mora verjeti. Ne? Načeloma občinstvo je vedno pri Labodjem jezeru navdušeno. Ja. Je res, ne? Tako aplavz je skoraj da neizbežen. Ja. Sicer pa Labodje jezero so takšne klasične predstave kot Don Kihot pa Hrestač. Si jih odplesala, tih je kar veliko. Katere so pa tako tebi najljubše od teh takih klasičnih, ki jo verjetno večina pozna? Najljubša meni je Bajdera. Bajderi sem tudi odplesala obe dve glavne vlogi in Nikiju in Gamzati. Pa tudi za to predstavo sem dobila nagrado Društva baletnih umetnikov. Ta vloga mi je bila, kako bi rekla, ne vem, pisana na kožu, ali to jaz najbolj imela rada odplesati. Sicer pa tudi Žizelj, ko, ne vem, največja nagrada, ko je publika vstane in tebi stoje ploska, te potem veš, da si ti nekaj dal, da si ti nekaj pokazal, da so tebi verjeli in da je to, ne vem, nepozabne občutki. Tega res ne bom pozabila. Nikoli. Edino, kaj v vseh teh predstavah je pa umre plesalka. Pač takšne zgodbe. Če moj otrok je bil zelo nenaklonjen, je vedno prihajala domov pa govorila, da nikoli ne bo več šla na te predstave, ker mama, ti vedno umreš na odru. Ampak zagotovo pa tebi to predstavlja nekaj čist drug izziv. In kaj te potem pri tej vlogi tako je bilo drugačnega od drugih vlog? Energija, mogoče energija plesa, glasba. Kaj je tisto, kaj te tako? Vse to, kaj si rekel. Vse v enem. To ni nekega enega pomena. Ja, glasba, ja, ta ples, te koraki, ja, te občutki, ko vse skupaj ko šampon, Head & Shoulders, 3 v enem, ja, vse v enem. To je kompleksen. Pa tudi, ne vem, verjetno zgodba privlači. Hočeš ti pokazati, ne vem, Gamzati je carica, ona je zelo oblastna, ona ima bogatstvo, dvorce, ona ima vse. In za njo ti moraš pokazati, da si ti glavna, da si ti kraljica. A Niki, ona v bistvu služkinja v hramu, žrica. To je absolutno druga vloga, absolutno druga ženska. In to je bil izziv pokazati in eno in drugo. Ena ima svoj ples, kateri je tudi tehnično zahteven in bilo super, da to narediš. Druga pa ima svoje. In koliko časa imaš ti vmes, da se preoblečeš, da zadihaš, da se skoncentriraš potem na to drugo vlogo? Koliko časa? Ne, to je šlo posamezni dan. Ja, ampak naprimer pri Labodjem jezeru pa je to v eni predstavi? Takrat pa je v eni predstavi, absolutno. Ja, to je v eni predstavi. Ti nimaš čas, pauza, 20 minut. Ti moraš se v tej pauzi preobleči in priti v popolnoma drugačno osebe. Ja, to je res.
in Žizel in Bajdera, to ne moreš plesati, recimo Žizel in Mirto v enem dnevu, v eni predstavi, ali Gamzati Nikio, to so ena predstava ali druga. Labodja pa je to, v eni predstavi ti moraš spremeniti dva karaktera. Se to dosti krat zgodi, da glavna plesalka, glavno vlogo, naprimer, da spremeni tako dve vlogi v eni predstavi, kot pri Labodjem jezeru? Ni tako pogosto, ne? Ne. Ne vem, mogoče pa to edina predstava. Zagotovo pa plesalka mora imeti seveda tudi to očarljivost, da publiko očara. In ta moč biti prima balerina. Prima balerina pa ne more biti ravno vsaka baletna plesalka. Kdaj si ti postala prima balerina? Počasi že bo 10 let od tega. To vsekakor pomeni, da si kar nekaj časa konstantno zelo dobro plesala, ne? Ker ta naziv se ne dobi kar tako. Tako, ko sem pač nabrala določen repertoar, določeno količino glavnih vlog, na osnovi tega se dobi naziv prvakinje. In v mariborskem gledališču si to ti? To je Alenka Ribič, Anton Bogov pa sem jaz. Tako da nekako bi lahko rekli, prima balerina je res nekaj posebnega in to znanje, to sposobnost sedaj prenašaš tudi lahko na svoje učence. Vse te izkušnje, vso to znanje, vso to radost do plesa, do baleta, koliko ti to pomeni, koliko uživaš tudi v tej drugi vlogi učiteljice? Zelo uživam v tem in tudi imam rezultate. Moje učence že plešejo v različnih gledališčih. Ena solistka v ljubljanski operi Nina Noč in je Uroš Škaper tudi v Splitu dela. Zdaj je nova generacija v Mariboru, 3 učenki. Na vsakem tekmovanju dobivamo najvišje nagrade, skoraj na vsakem tekmovanju, na katero gremo. Smo bili in v Helsinkih, in Berlin, Zagreb, seveda slovenske državne tekmovanja. Tako da mislim, da me uspeva. In mene veseli, zdaj imam novi letnik, zelo pridni punci in so v bistvu večina tujih državljank. To je tudi zelo, bi rekla, dobro za Slovenijo, da poznajo našo šolo, v smislu konzervatorij Maribor in dobro sloves imamo in želijo prihajati sem. Torej, verjame, da lahko dobijo tu zelo dobro znanje. Na kaj pa ti paziš, naprimer, pri teh mladih baletkah? Kaj je tisto, kaj vsak dan vadite, kar res morajo znati, ker ti vsekakor prihajaš iz te še ruske šole in to znanje ti je verjetno še dan danes ostalo. Absolutno. In največ pazimo mi na pravilnost. Jaz trudim se, da njih naučim pravilno držati telo, pravilno izvajati korake. Dalje pa oni bojo po svoji smislu, lahko oni ostanejo v Sloveniji, lahko grejo v tuje gledališče. Vsaka šola, kot smo govorili prej, ne vem, v Angliji bojo malo drugačen stil plesa, v Parizu bo drugačen, v vsakem v bistvu deželi, že v Nemčiji bo drugačen. Samo osnovi in moje osnovi pa morajo biti, bi rekla, železni. In to jaz smatram, to meni dali in zato tudi toliko dolgo in uspešno plešem in se trudim, da to dam jaz svojim učencem. Ampak je tako, naprimer, tako stroga, kot si do sebe, da je res vse perfektno, tako stroga si tudi do svojih učenk, ampak na nek zdrav način, da jih hkrati tudi spodbujaš, na drugi strani motiviraš. Absolutno, drugače ne gre. Moraš njih motivirati, spodbujati
ker ipak še zelo mlade. Tudi učim v glasbeni šoli Radlje ob Dravi in tam so zelo mali deklice in fanti. Samo pa so zelo uspešni. Smo šli na tekmovanje tutu v Lendavi in so jaz pripeljala 3 učenca in dobili prvo, drugo in tretjo nagrado. Tako da je tudi to nekaj pove. Si tudi ti tako, kako bi rekli, tekmovalna ali pa v smislu, ko se nekaj lotiš, mora to res perfektno biti izvedeno, tako kot pri plesu? Probam. Ne uspe vedno. Življenje piše svoje zakone, življenje po svoje se to ureja. Ne gre vse v perfekciji. Kaj pa pri svojem plesu, koliko svoje telo treniraš, ga spraviš do tistih mej? Ja, probaš, seveda probaš. Kako pa gre. Probaš pa, trudiš se. Sicer vemo za baletke, da morajo biti suhe, morajo vzdržati veliko napora, veliko treningov. Predvsem poznamo številne filme, zgodbe z temi plesnimi, baletnimi copati. Koliko tega je res, koliko ne, koliko to dejansko ti dojemaš kot en napor? To je zelo naporen poklic, zahtevnejši, to najzahtevnejši. Ker moraš imeti vse, moraš imeti zdravo telo, sam zdrav moraš biti, res slog, suh, vzdržljiv, na nek način tudi lep, ker potem ti lepoto prinašaš na oder. Zelo sem proti filmu Black Swan. To je čisto mimo, bi rekla, cela ta zgodba. V njem prikazane baletne plesalce, ko da so vsi zmešani in ne vem, tudi seksualno ni nekako tako prikazano pravilno, kot je v resnici? Ne. Priporočila pa bi, da pogledajo novi film Bolšoj, kateri zdaj prišel ven na široki ekran. To pa bi priporočila, ker je v tem filmu pa sigurno bojo tudi s prevodom šel ta film, tu pa je bolj normalno prikazano življenje baletnih plesalcev. Sicer pa proti koncu, da omeniva, da bodo gledalci vedeli, imaš normalno tudi družino, rodila si hčero, ki je sedaj že 10 let, bo skoraj stara, in svoje baletne dni nisi dala na stran, ampak si normalno sodelovala, dokler si lahko, in potem dokaj hitro po porodu tudi začela plesati dalje. Kako ti je to uspelo? Ja, sem že, ko ona bila 5 mesecev stara, šla z predstavo Edvarda Kluga na gostovanje v Singapur, sicer ne tako dolgo, smo bili 8 dni, samo je bilo težko se ločiti dni. Jaz bi rekla, da ona meni dala krila, tako da jaz zelo hitro vrnila se nazaj in mislim, da največji svoj uspeh je naredila takrat, ko sem že imela otroka. In to je tudi tisti drugi razlog, zakaj si ostala v Mariboru, v Sloveniji, ne? Nekako ljubezen, družina. Ljubezen, družina, otrok, to je tudi seveda. Koliko se še vračaš domov? V svoj drug dom? Ja, v bistvu smo pred 7 leti sem peljala in moža in hčerko v svoj rojstni kraj, v Almaty, v Kazahstan in tudi v Sankt Peterburg, da moja pedagoginja spozna mojega otroka in mojega moža. Pač ima bolj žalostni dogodek, da obiščem grob mojega očeta, ker nisem mogla pravočasno priti na pogreb.
Drugače pa letos sem tudi hčerko peljala v Moskvo, ker me prosila, da pokažem njej Rusijo. Kak je v resnici ne samo po televiziji, ampak je kak pa v živo izgleda prestolnica Rusije. In je bila zelo navdušena. Je tudi navdušena nad baletom? Je tudi navdušena, obiskuje konzervatorij, učenka 3. razreda pri profesorici Valeriji Kriger, pleše v SNG v Maribor, predstava Hristač, ona je mala miška, da mogoče že bo napredovala, pa bo celo deklica. Tako da kar gre po maminih stopinjah? Zaenkrat pa bomo videli, kako bo. Vsekakor pa, kaj je tisto za konec še tako pomembnega, mogoče sporočilnega mladim plesalkam, plesalcem, ki bi jim ti kot balerina z izkušnjami mogoče želela povedati? Kaj je tisto, na kaj morajo paziti? Mogoče ne opustiti sanj, biti toliko močni, da si želeti, da uspejo. Ja, to si zelo dobro rekla, da ne smejo opustiti svojih sanj. Naj se verjamejo v svojo moč, v to, da zmorejo priti do konca, postati baletna plesalka. Vsi poti v bistvu odprti in to tudi svojim učenkam govorim. Vse vam dajem, vse vam dajo vaši starši, tudi podporo, in denarno, in duševno bi rekla, ne. Tako da ne izgubiti sanj. In za na konec, v teh novembrsko-decembrskem času, katere predstave, v katerih predstavah te lahko pridejo gledalci pogledati v slovensko gledališče v Mariboru? Predstava Hristač decembra pa Žizelj. In kaj novega pripravljate že tudi mogoče za naslednje leto? To še ne, mi smo komaj zdaj imeli premiero Silfide. Tako da to boste zdaj kar ponavljali, ne? Tako, ampak januara tudi vabim, bi lahko povabila na balet Silfide. Zelo lep, romantični, prav pravlični. Tako da, welcome. Najlepša hvala in seveda veliko uspeha še v prihodnje. Najlepša hvala tudi vam.